ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Helen Senko, Belorusinjo, ki se je pred slabim desetletjem z družino odločila preseliti v Slovenijo. Želela si je drugačnega življenja, ustvarila pa si ga je v okolici Trojan. Helen Senko, lepo pozdravljeni. Dober večer. Zakaj ste se odločili oditi iz Belorusije in kako to, da vas je pot vodila prav v Slovenijo? Nažalost, razmeri v Belorusiji so bili slabi, pa ne veš, kaj bo jutri v dveh besedah. Ko smo že razumeli, da bomo imeli 4. otroka, zaradi njih smo odločili, da rabimo iti nekam druge. Smo gledali dolgo v smeri Evrope, ampak bolj slučajno bi rekla, to je sreča naša, da smo prišli v Slovenijo. To bila ni tako enostavna, ni tako hitra pot. Smo slišali veliko dobrih besed o Sloveniji, od enega prijatelja, tako. Bolj smo šli pogledati in res smo se zaljubljali v tisto naravo, v ljudi, ker so nam bili tako všeč. In bolj smo začeli raziskovati, kako lažje, ali kupimo nepremičnino, ali odpiramo podjetja, različne vrste migracij. Bolj smo se trudili okrog 2 let, da legalno vse to uredimo. Omenili ste, da takšna odločitev ni lahka, marsikaj potegne za seboj. Kako se vi spominjate začetkov tukaj? Na začetku ta komplikacija glede združenja družine bolj se obrnila na srečo, zato ker družino iz 6 ljudi bi res težko bilo z vsemi stvarmi naenkrat pripeljati. Taki so bili takrat omejitve, da smo odprli podjetje, zaposlili moža, pokazali, da mi plačamo davki, da lepo poslujemo in smo bili malo ločeni. Jaz z mlajšimi otroki samo po Schengenu sem peljala po 3 mesece tja nazaj celo leto in samo čez leto smo se združili in že pripeljali vse naše stvari. Tiste čase spominjam samo z dobrimi besedi, ker tam v našem okolju, ki je zdaj živimo, v Hrastniku pri Trojanah, ljudi nas prijeli, ko bi mi prišli domov. Mogoče jim na začetku bilo zanimivo, ampak to bila taka skrb, ko bi prišla k kakšnej žlahti. Ko meni ni bilo doma, pa mož je bil s starejšimi hčerkami, nosili kruh, kaj doma je imeli, zelje doma, pa sosedi so me pisali, kaj so otroci, kam rabijo iti, mogoče če kdo iz njih kaj ni razumel ali ne ve, ne pozna, da so vabljene naprimer na neki rojstni dnevi, tako. So res lepo pomagali, smo bili tudi na vezi preko Vibera s tistimi mamicami in počasi tako sem dobila tukaj prijateljic. Sem zelo hvaležna. Belorusija je pod precejšnjim vplivom Rusije. Predsednik Aleksandar Lukašenko se je uspel obdržati na oblasti kljub različnim krizam. Kako vi doživljate danes to politično situacijo, pa tudi tamkajšnje gospodarske razmere? Gospodarske razmere so samo poslabšali, pa še tista vojna zraven in Rusija je potegnila ekonomiko belorusko čist dol. To že takrat, ko smo šli z države, je bilo slabo s pravico ali svobodo govora in zdaj seveda še nič se ni spremenilo, pa na to nastali vse sankcije, ker toliko pametnih ljudi je šlo v zapor za svoje mnenje, za svojo besedo, ali so potekli iz države in to so bili izobraženi, pa mladi, pa z družinami mladimi in ne verjamem, da kdaj se bojo vrnili nazaj, nažalost. Ker če taka stena se zgradi med Evropo pa Belorusijo, ona ne bo padla hitro. Tako da tukaj je zelo nam vrednostna ta svoboda govora, da tudi zdaj govorim, pa ne razmišljam, kaj govorim. Govorim, kaj mislim. Vi ste v Slovenijo v prihodu ustanovili družinsko podjetje. Kako je bilo s tem? Birokracija zna pogosto biti trn v peti, sploh zato, ker niste prihajali iz ene od članic Evropske unije.
To, kaj sem menila, da nastradajo navadni ljudi. Belarus že takrat, že 7 let nazaj, je bila na nekem seznamu. In tako to ni bilo glasno, ampak so bili neki kot notranji navadila, da se izogibajo te ustanove kot banki, izogibajo takih strank kot mi z beloruskimi potnimi listami. In nismo, na primer, imeli nekih komplikacij pri odpiranju podjetja. Tukaj res imate vse lepo, hitro, pa online lahko ali hitro se da to narediti. Ampak bančni račun je bil problem. Smo zamenjali nekaj 2 banka, sploh letos januarja samo smo odprli spet račun v Sloveniji. Drugače smo imeli nekaj let račun samo v Litvi. Pred selitvijo ste živeli v Minsku. Kako drugačen je od Ljubljane? Minsk je 2 milijona mesta, da bi razumeli. To je megapolis in Ljubljana nič ni v poravnavi. Prvem široki cesti, to promet, vse to lahko od centra samo da okrajine pelješ 25 minut in še ne veš, ali boš pripeljal. Ja, drugačna, še več stanovanjski stavbe, veliko trgovin, veliko svetlobe, ampak ne vem, tam zame kot za mami 4 otrok ni varno. Tukaj jaz lahko pustim otrok. Tudi v Ljubljano, na primer, starejša hčerka pa srednjo že peljejo sami, pa njime toliko skrbi. In ne vem, pravijo tujci, ko pridejo v Minsk, da je zelo čisto, da je zelo lepo. Tudi reko imamo v Minsku veliko, ampak zame Ljubljana je bolj lušna. Zato, ker taka bolj domača, pa tiha, mirna, pa lepa. Nažalost, po drugi svetovni vojni Minsk je bil čist porušen, pa ta lepota, katera je bila prej, že nažalost, to ni ta Minsk. Pa tiste betonske stavbe, zame to ni lepo. Kaj pa sama narava, podnebje, katere razlike so vam najprej padle v oči oziroma ste jih občutili, ko ste prišli v Slovenijo? V Belorusi sem sovražila 2 meseca, največ. To bil november pa marec. Zato, ker pri nas tiste mesece sploh ni sonca. In nasplošno v Sloveniji najmanj 3-krat več sonca, čem pri nas. In seveda pridejo tiste prihladi, pa skozi jim teče nos, pa skozi kašlje, pa tako naprej. Nekje na podzavesti to, ko ni sonca, ni nekaj sreči, pa nisi, ne veš, kaj s tabo ni robe, ampak si tak žalosten. In prvem to, da sonce res veliko in narava je čudovita. Tukaj lahko hribi dopoldan, popoldan si kopaš v morju, to ne vem še, ki je sploh mogoče v svetu tako doživetje. To je prva stvar, v katero smo se zaljubili, da za oči naše po Belorusiji, ker v Belorusiji sploh ni hribov njenega, to je čist drugačen razgled, čist drugačen vtis. Zelo dobro govorite slovensko. Kako je bilo z učenjem jezika in koliko je podobnosti z beloruščino? Tukaj sem zelo hvaležna svojim sosedem, pa mamicam od sošolc in sošolk mojih otrok, ker to so bili moji prvi pa do zdaj še učitelji, ker ko smo prišli, ko jaz že z mlajšimi otroki po tistem prvem letu pripeljala, nikje zraven ni bilo tečaja za migrantov in v kratkem se je začela korona. In po koroni jaz že sploh nisem rabila slovenščino nekega tečaja, zato ker že itak sem govorila brez problem. Tako da, kakšna razlika ali kaj je skupnega. Bi rekla, tudi od začetka, ko smo brali z starejšo hčerko kakšne domače naloge, bi rekla, da 60-70% že sem razumela, sem zastopila, kaj je napisano. Če v pogovoru, seveda, to bilo težje na posluh, ker malo drugačna logika tistih stavkov, malo drugačne imate, ampak bi rekla, da ta korenine so iste, sigurno. Beloruščina, nažalost ne govorim beloruščino, v družini govorim ruščino, ker zelo malo Belorusov govorijo beloruščino, mogoče manj za 10%. Ampak zato, ker poznam beloruščino, meni bilo lažje, mislim, ker bolj podobna beloruščina slovenščini.
Kulturi sta vseeno nekoliko sorodni. Kako vi doživljate Slovence? Omenili ste že prijazne sosede in kako se recimo razlikujemo od Belorusov? Doživljam samo z lepimi in dobrimi mislimi. Mogoče jaz sem taka srečna, ker za tiste 7 let nimam nobenega nekega slabega občutka tukaj in enkrat nisem premislila, da mogoče rada bi šla domov ali rada bi šla nekje drugje živeti. Ni. Ampak mogoče neki razliki bi menila. Naprimer, vi imate veliko reda. Tako, naprimer, ali veste, kaj boste imeli za kosilo jutri, ali da imate ta družinska kosila ob nedeljah. Ja, pri nas bi rekla, pa mogoče to življenje v velikem mestu bilo vse bolj spontano. Pridemo k staršem takrat, ko imamo čas ali ko zmenimo, ampak ni, da prav vsako nedeljo in dolgo že nismo imeli neko uradno službo in to še glede naše družine, da delamo sami skupaj v svojem podjetju. Seveda nimamo nekega takega reda, da to ob 11, to ob 12, tam vemo, da čez en mesec točno gremo na dopust. Pri nas je bolj razmetano, pa improviziramo. Kaj pa to veseljačenje, pa tudi uživanje alkohola, recimo, kako to vidite? Smo si podobni potem? Jaz bi rekla, dost podobni. Ampak zelo nam všeč kultura, kako uživati alkohol. Bi rekla, da tam, kjer živimo, ne vidimo, da sploh nekih pijancev. Ja? Da tudi ko veselica, bi rekla, vse znajo se ustaviti v ta prav čas. In to nam enkrat smo videli, da mlad fant tudi se napil, neko veselico smo imeli in ga odpeljali lepo do doma, vse ga sprijeli, ker majhna dežela, vse en drugega poznajo in vseeno to povsod vedno varno. Da bi nekdo skozi uporabljal, bi videla, mogoče živim na hribu, pa ni tako pogosto nekam hodim na tiste veselice, ampak tudi, ko gosti pridejo pri nas, v Belorusiji, mogoče bi rekla, da ni tako hitro se ustavljajo, pa alkohol je malo drugačen, veste. Bi rekla, da naprimer vodka, zelo agresiven napoj in tukaj vino, od vina lahko samo zaspan si malo. Malo drugačna bo kultura, rekla, tega uživanja alkohola. So vam morda bile na začetku kakšne navade čudne, drugačne, nenavadne? Kaj hitro spomnim, to samo postavljanje mlajev. To sigurno prvič sem tukaj srečala. Pa še to drugo leto, ko smo prišli, sem imela 40, pa sosedi prišli me ga postaviti, ampak v Belorusiji to je tak praznik za žensko, da mi ponovadi ni praznujemo ga. In sploh ne govorimo, koliko smo stari. Tukaj cela vas vedela, koliko sem stara. Ampak to je lušno, res lušna navada, pa ta druženja, pa prvem, ko postavljajo, ko ga pospravljajo, tega res nikjer nisem srečala. Kaj pa kulinarika? Kako podobna oziroma drugačna si je? Predvidevam, krompirja je vse povsod veliko. Ja, Belorusi nas nazivajo bulbaši, ker v beloruščini bulba je krompir. Ja, mi res veliko ga uživamo. Podobna kulinarika, veliko podobne nazive, samo drugačne. Mogoče edina razlika, katera je bila malo čudna za nas prvim, ko smo prišli, ampak pol spet sem naučila, da sploh drugačen naziv sem uporabljala za to jed. In to je bila juha. In ko smo, mi veliko potujemo z otroci, veliko hodimo po hribah in skozi, ko smo prihajali v neko kočo, sem vprašala juho ali nekaj vročega. In vedno to gaveje juha prinesijo, ampak to zame buljon. Mi rečemo temu buljon, ker tam ni nič, to samo kot tekočina. Ja? Pri nas juha to ko žlička stoji. In zdaj jaz sem naučila, jaz pridem in govorim, dajte me nekaj na žlico. in vem, da to bo juha, normalna, kot v Belorusiji. Ostalo vse, mogoče koštan, ne pečemo, ker ga nimamo od tiste vrste koštana. To sigurno se razlikuje tista sezonska jed. Kako danes, po toliko letih življenja, doživljate Slovenijo in pa morda kaj pri njej najbolj cenite? Tako vsega me všeč v Sloveniji, da tudi ko bila korona, pa biznes stal, pa tiste vse politične zadnji časi, spremembe, pa komplikacije. Jaz sem že rekla, imam 2 roke, lahko posadim krompir, pa vseeno nikamor ne bom šla od tukaj. Narava čudovita, ljudi čudoviti, pa
varno okolje, to je prvo, kaj cenim, zato ker lahko otroci povsod grejo sami in, kako bi rekel, povsod, tam, kjer živimo, na neki aktivnosti svoje in zaupam in vem, da tudi sosedi bojo rekli, tam smo videli, tam smo videli, te čakali, tudi ko sin, na primer, gre brez telefona ali brez denarja, ga bojo nahranili, napojili, pozvonili, ker tudi tam, na primer, smo imeli nekaj časa v Zagorju ob Savi skladišče in zraven je majhna pekarna in on ve, da bo prišel, pa nekaj vzel, pa ona zapiše, pa jaz, ko imam cajt, možnost pridem pa plačam in to seveda neki tiste odnose, katere že zgrajene za tiste 7 let, oni zelo vrednostne za nas, ampak ne verjamem, da tak odnos bi srečala ali zgradila tako hiter v kakšni Nemčiji. Smo tam tudi poslovali in čist drugačni ljudje. Ne verjamem, da v glavnem tukaj nikamor ni bi šla. Helen Senko, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam, da ste me povabili, pa mogoče kaj novega, zanimivega. Tudi sem povedala, ker vedno moji sosedi pa prijatelji govorijo, tebe lepo poslušati, ker začnemo tudi na nov način pa ljubiti svojo deželo, ker res ste super, pa Slovenija za nas je kot druga domovina. Še enkrat najlepša hvala. To je bilo v tokratni oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, pa vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.